cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav z nove oddaje za naše okolje. Pred vrati je kurilna oziroma ogrevalna sezona in težko si zamislimo, da bi se zjutraj v večstanovanjski hiši ali bloku zbudili v hladnem stanovanju in brez tople vode. Izvajalec distribucije toplotne energije v mestu Murska Sobota je Komunala, javno podjetje d.o.o. Murska Sobota. In danes boste spoznali, kako zadeva funkcionira oziroma kako je s ogrevanjem tistih stanovanjskih hiš in blokov, ki v Murski Soboti sodijo pod njihovo domeno. Jesenski čas, ko so dnevi vse krajši in hladnejši, kar pomeni, da je začetek ogrevalne sezone pred vrati. Izvajalec dejavnosti distribucije toplote v Murski Soboti je Komunala, javno podjetje. Kako so pripravljeni na hladne dni, smo povprašali direktorja Tomislava Zrinskega. Seveda smo pripravljeni, saj bomo dejansko v teh dneh začeli kuriti. Glede na vreme, mi smo dejansko pripravljeni vedno. Poleti pač upravimo tiste nujna vzdrževalna dela, tako da nas dejansko začetek kurilne sezone ne more presenetiti. Kako tehnično oziroma v praksi poteka distribucija toplote? Mi smo dejansko izvajamo javno službo oskrbe s toploto. V enem delu Murske Sobote, ker ni zgrajen po celotni Murski Soboti ta vod za distribucijo toplote, ga je cirka tam dobrih 1800 metrov. Se pravi, mi izvajamo to javno službo že kar nekaj cajta. Glih letos bo 40 let, odkar je bilo to zgrajeno na ta način in potem to toploto dovajamo do toplotnih postaj, ki so pač nameščene v več stanovanjskih oziroma poslovnih prostorih. Imamo nameščeno telemetrijski sistem, ki z različnimi senzorji pregleduje napeljave, bi rekel, in potem javlja, če so kakšne napake, če so kakšne odstopanja in da lahko hitro reagiramo. Zagotavljamo pa to za približno 100 000 kvadratnih metrov, se pravi, je teh prostorov, katere ogrevamo, in je to kar zalogaj, se pravi, distribucija toplote mora biti redna, ne sme biti nekih večjih prekinitev, tako da z regulacijo, z rednimi vzdrževalnimi deli poskušamo, da je teh izpadov čim manj oziroma nič. Toplarna je bila dejansko v preteklosti tudi na olje kurilno. En manjši del tega smo tudi ohranili, tako da tudi če bi prišlo do izpada glede plina, lahko tudi za nekaj časa s kurilnim oljem kurimo in dobavljamo toploto. Distribucija toplote je dejansko pred 10 leti šla na kogeneracijo, torej mi s plinom proizvajamo toploto in pa potem tudi proizvajamo električno energijo. Dejansko ta prodaja električne energije na drugi strani tudi zmanjša strošek ogrevanja. Tako da osnovni energent je plin. So pa še tudi stavbe, s katerimi upravljamo, ki jih je nekje, mislim, da okrog 6, kjer pa je še Elko. Nekaj stavb pa že ima tudi toplotne črpalke. Naš dobavitelj je Geoplin. Je pa res, da je pri energentih tako, da je to ena mala borza oziroma je borza, tako na strani nakupa plina, tako tudi na strani prodaje električne energije. In tukaj treba vedno biti pozoren, da pač nekako zakupiš najboljše cene in da si to naredil v pravem trenutku. Zadnje informacije o podražitvi energentov na svetovnem trgu in s tem tudi ogrevanja niso nič spodbudne. Obetajo se podražitve, vendar ne v Murski Soboti, zagotavlja direktor Tomislav Zrinski.
Mi vedno poskušamo tako, da imamo rešene stvari za naprej, da ne delamo tega v zadnjem trenutku. Torej, plin mi imamo že, se pravi, določeno ceno za naslednje leto 2022, tako da za to sezono cen ne bomo spreminjali. Mi sedaj čakamo, kako bo s ceno, sicer kar zelo narašča, kako bo s ceno za leto 2023 in 2024. Pač malo še čakamo in upamo, da bo še nekaj padla, da je trenutna rast cene samo sedaj in bo potem začela padati, pa bomo potem zakupili. Isto je pri elektriki, ki jo prodajamo, poskušamo doseči najboljšo ceno. Delitev stroškov za toplote v Sloveniji je obvezna že od leta 2011 in ukrep se je izkazal za učinkovit. Podatki namreč kažejo, da se je odjem toplote v večstanovanjskih stavbah na ta račun zmanjšal za okrog 15%. Ukrep je prispeval k racionalnejši rabi energije in k doseganju cilja izboljšanja energetske učinkovitosti. Ja, čeprav se nekateri s tem ne strinjajo, mislim, da je trenutno glede na pravilnik ta zadeva dokaj poštena do vseh, se pravi, na radiatorjih so nameščeni delilniki, vhod v stavbo pa merilnik toplote in potem se glede na te delilnike in pa merilnik, se pravi, koliko je stavba toplote porabila, se potem razdelijo tudi stroške. Tukaj se morajo upoštevati tudi skupni prostori in tako naprej. Strošek za energijo v stavbi je odvisen v mnogočem tudi od tega, ali je zgradba zgrajena s sodobnimi materiali, ali je energetsko varčna oziroma je potratna. Z drugimi besedami, od energetske izkaznice stavbe so odvisni stroški ogrevanja. Kakšno je stanje z večstanovanjskimi zgradbami v Murski Soboti? Dejansko je v Murski Soboti stanje še trenutno dokaj slabo. Novejše stavbe itak pri gradnji že morajo upoštevati vsa izhodišča iz zakonodaje oziroma uredb, ki določajo učinkovito rabo energije. Starejše stavbe pa so želje etažnih lastnikov, vendar je pač treba upoštevati tudi stanovanjski zakon. Potrebno je zbrati 75% soglasij oziroma pri rabi rezervnega sklada tudi 100%, tako da se tu potem zadeve malo vlečejo. Je pa zelo pomembno, da so stavbe, se pravi, izolirane, da so okna tudi dobro izolirana, imajo pač nizko prehodnost toplote in pa potem sama uporaba, ne. Se pravi, potrebno je imeti nameščene termostatske ventile in tako naprej, pravilno prezračevanje stanovanj in tako se potem tudi lahko prihrani pri toploti. Bo tudi v prihajajoči kurilni sezoni ogrevalni in časovni režim ogrevanja znotraj tistih ur kot prejšnja leta? Ta časovni termin je nastavljen tako, da se začne ogrevati ob 5 in se potem zadeva ugasne ob 10 zvečer, oziroma se tudi prilagajamo potrebam. V nočnem času se pač ta temperatura zniža, tako da ni glih čisto ugasnjena zadeva in do sedaj ni bilo nobenih problemov s tem, da bi nekdo bil na hladnem, tako da to prilagajamo sproti. Drugače kot pa sezona, pa seveda velja tisto izhodišče, da je pač 3 dni ob 9 zvečer 12 stopinj ali pa manj, potem se načeloma bi naj začela ogrevalna sezona, ampak tudi ni to tako zabetonirano, lahko tudi večetažni lastniki povejo, pa začnemo kuriti prej. To se je letos že zgodilo, ko se je ohladilo konec avgusta in smo za nekaj dni pač morali prižgati ogrevalne naprave, tako da ni to tako zabetonirano, kot sem rekel. Pač se probamo prilagajati.
Težko si dan danes predstavljamo življenje in povsem samoumevno se nam zdi, da imamo, ko se zjutraj zbudimo, toplo stanovanje, toplo vodo, razsvetljavo oziroma električno energijo. Energija nam omogoča udobnejše in kakovostnejše bivanje in zato je potrebno uporabljati preudarno in stroškovno učinkovito. Varčevanje z energijo, tudi toplotno, se začne v naših glavah, kar ne pomeni nazadovanja našega življenjskega standarda ali dodatnih nepotrebnih stroškov, ampak je to dejanje sodobnega in ozaveščenega človeka, ki se zaveda pomena energije in njenega vpliva na okolje. V današnji oddaji Za naše okolje ste spoznali del komunale javnega podjetja DEO iz Murske Sobote, ki skrbi za energetiko. Še vedno so tisti, ki vas oskrbujejo stalno, zanesljivo in ugodno s toplotno energijo in pri tem nudijo tudi ustrezen servis in vse, kar se dogaja okrog ogrevanja. Do naslednje oddaje, vse dobro in bodite z nami tudi v naslednjih oddajah Za naše okolje.